Čas je za kamishibai. Kamishibai prihaja iz Japonske. Kami pomeni papir, šibai pa gledališče. Tako da kamishibaiju lahko rečemo tudi papirnato gledališče. In v temle lesenem odru, ki mu rečemo butaj, imam za vas pripravljeno slovensko ljudsko zgodbo Etko Možetko. Živela je stara mati kokošati, ki ni imela niti moža in niti otrok. Hodila je in hodila naprej in naprej, dokler ni prišla do velike hruške. Na tej hruški je bilo vse polno hrušk. Med njimi pa majhen fantič, ki jih je jedel. Hruške je jedel zato, ker ni imel ne mame, ne očeta, da bi skrbela zanj. Ravno prav, si je mislila stara mati kokošati. Ta bo moj. Kako ti je ime? Etko Možetko. Dobro, Etko. A mi daš eno hruško? No, daj, Etko, daj mi eno hruško. Res je. Utrgal je hruško, jo vrgel na tla, nalašč je pustila, da je padla, potem pa je rekla: Etko Možetko, poglej, stara sem in hrbet me boli. Daj, poberi mi to hruško. Hruško je pa že lahko poberem, si je mislil Etko. Zlezel je z drevesa, jo pobral. Takrat pa je stara mati kokošati od nekod povlekla žakelj in ga ujela. Vlekla ga je do svojega doma in bila vsa srečna, kajti prej je živela sama. Zdaj pa bo pri hiši imela še Etka Možetka. Doma ga je stresla iz vreče, dala mu je jesti in piti in potem je lepo skrbela zanj. Etko se je kmalu privadil nanjo. Rad jo je imel in jo je na besede ubogal. In tako je Etko Možetko dobil svoj dom. Lepega dne pa je stara mati kokošati zbolela. Ni se mogla dvigniti s postelje, zato je poklicala Etka in mu naročila: Daj, Etko, skuhaj mi malo mineštre. Kako naj jo skuham, če je nisem še nikoli? Rekla mu je, naj gre na vrt in naj pobere vsakega po malo in na peteršilček naj nikar ne pozabi. Etko je na vrtu nabral, kar mu je rekla. Vse je stresel v lonec, potem pa se je spomnil, da je pozabil na peteršilček. Imela pa je stara mati kokošati doma tudi psa, ki ga je klicala Peteršilj. In Etko je mislil ravno nanj. Stekel je pred hišo, prijel je psa in ga vlekel. Skoraj celega je že stlačil lonec, a pes se ni dal. Mati kokošati, pes noče v lonec, prevelik je jokal. Stara mati kokošati pa vstane in reši ubogega psa. Etko pa skuha zdravilno mineštro s peteršiljem iz vrta vred. In so bili srečni vsi trije, mati in Etko, da bosta psa še zmeraj imela in pes, da je ostal živ.